Spoštovane dame in gospodje, dober večer. Dober večer in dobrodošli v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru na slavnostni akademiji ob 50-letnici delovanja Teološke fakultete enote v Mariboru. Maribor je mesto z bogato tradicijo teološkega študija. Škof Anton Martin Slomšek je po prenosu škofijskega sedeža v Maribor leta 1859 ustanovil prvo visoko bogoslovno šolo na Slovenskem. Hkrati je osnoval tudi knjižnico, ki še danes predstavlja neprecenljivi zaklad za študij teologije in drugih humanističnih znanosti. Leta 1968 se je na pobudo škofa doktorja Maksimiljana Držečnika začel izvajati univerzitetni teološki študij na enoti Teološke fakultete v Mariboru. V letošnjem letu praznujemo zlati jubilej, 50 let teološkega študija, kar postavlja Maribor ob bok velikim evropskim prestolnicam. Zlati jubilej slavimo v okviru 100-letnice Univerze v Ljubljani, ki bo prihodnje leto, in 160-letnice visokega šolstva v Mariboru, ki bo prav tako prihodnje leto. In ko praznujemo zlati jubilej, se s ponosom in hvaležnostjo spominjamo prehojene poti. Poti, ki so jo za nas in naš narod utirali veliki možje in žene, z zaupanjem v Božjo previdnost pa usmerjamo svoj pogled v prihodnost z željo, da bi bili vredni nasledniki njihovega poslanstva. K besedi vabim gostitelja nocojšnjega večera, najprej prodekana in predstojnika enote Teološke fakultete, enote v Mariboru, izrednega profesorja dr. Stanislava Slatineka in takoj na to dekana Teološke fakultete profesorja dr. Roberta Petkovška. Prosim. Spoštovani, z velikim veseljem pristopamo k slavju 50-letnice obstoja enote Teološke fakultete Univerze v Ljubljani na vzhodnem delu Slovenije. To praznovanje opravljamo v globoki hvaležnosti do naših prednikov, ki so teologijo priklicali v Maribor. S hvaležnostjo se zato spominjamo blaženega Antona Martina Slomška, škofa Maksimiljana Držečnika in vse druge velike može in žene, ki so svojim pogumom in odločnostjo prispevali, da je bilo seme teologije posejano v naše kraje in že 50 let prinaša bogate sadove. Iskreno pozdravljam vse navzoče pri tem slavju in se vsem vam zahvaljujem za pričujočnost. Pozdravljam in se zahvaljujem za navzočnost vsem članom Slovenske škofovske konference. Posebej pozdravljam mariborskega nadškofa in metropolita monsignorja Alojzija Cvikla, prav tako ljubljanskega škofa in generalnega vikarja dr. Franca Šuštarja, ki zastopa ljubljanskega nadškofa in metropolita in velikega kanclerja. Pozdrav velja tudi vsem drugim navzočim nadškofom in škofom, vsem redovnim predstojnikom in predstojnicam, vsem redovnikom in redovnicam. S posebno pozornostjo pozdravljam in se zahvaljujem za udeležbo predstavnikom akademskih krogov. Posebej pozdravljam prorektorico Univerze v Ljubljani, gospo izredno profesorico doktorico Lučko Lorber, dekana Teološke fakultete profesorja dr. Roberta Petkovška in predsednika Alme Mater Europeje profesorja dr. Ludvika Toplaka.
Prav tako lepo pozdravljam vse naše cenjene goste iz tujine, dekana Teološke fakultete v Zagrebu, profesorja dr. Marija Cifraka in zastopnika Pravoslavne teološke fakultete v Beogradu, docenta dr. Zdravka Jovanoviča. Skupaj z njima pozdravljam tudi vse ostale akademike, dekane, prodekane, profesorje, profesorice iz Ljubljane in Maribora ter vse odlične goste. Spoštovani, dobrodošli in lepo pozdravljeni. Prav tako pozdravljeni vsi upokojeni profesorji in uslužbenci Teološke fakultete in vsi navzoči študenti in študentke. S hvaležnostjo želim pozdraviti tudi vse dobrotnike, ki ste svojimi darovi podprli izvedbo današnjega praznovanja. Hvala za vaš dar in za vašo navzočnost. S posebno hvaležnostjo pa želim pozdraviti tudi našega spoštovanega gosta, ki nas bo danes nagovoril, to je častnega senatorja Teološke fakultete, akademika profesorja dr. Kajetana Gantarja. Kot prodekan enote Teološke fakultete vam vsem izrekam prisrčno dobrodošlico. Veselimo se zlatega jubileja, ki ga praznuje enota Teološke fakultete. Naj bo današnji praznik za vse mlade teologe in za vse naše slušatelje lepa spodbuda za plodovit začetek novi 50-letnici v prihodnosti. Spoštovani, želim vam lepo praznovanje. Spoštovani in cenjeni slavnostni zbor, morda samo en popravek tiskarskega škrata. Gospa prorektorica je prorektorica Univerze v Mariboru in ne iz Ljubljane. Ampak tudi to se zgodi. Dovolite, da kot dekan Teološke fakultete v Ljubljani, znotraj katere enota v Mariboru deluje, da izrečem enoti svoje voščilo v svojem osebnem imenu in v imenu vseh sodelavcev. Enota sodi v okvir Teološke fakultete v Ljubljani in so jo ustvarjali skozi desetletja vsi naši učitelji in drugi sodelavci. Vseeno pa je to enoto intenzivneje ustvaril krog predavateljev in sodelavcev, ki so z enoto tukaj kot domačini tesneje in globlje povezani. Zato prav vam danes velja posebna zahvala za vsa vložena prizadevanja in za delo, ki so enoto naredili razpoznavno v tem koncu Slovenije, širom po Sloveniji in tudi onkraj meja Slovenije, če samo pomislimo na delovanje na področju ekumenizma. Rad bi ob tem poudaril dve stvari. Najprej pogled nazaj. O pogledu nazaj se kot filozof spomnim na vsaj enega filozofskega prednika, na Franca Kovačiča, ki je tukaj deloval še pred ustanovitvijo enote na Visoki teološki šoli. Pred leti smo organizirali simpozij o njegovem življenju in delu in ko sem sam za svoj prispevek natančno prebiral njegova dela, ki so izhajala pred skoraj 100 leti ali tudi več kot pred 100 leti, sem lahko občudoval njegov natančen filozofski, znanstveni jezik, poglobljen jezik, jasnost duha. In takrat mi je postalo jasno, koliko dolgujemo svojim predhodnikom, ki so tlakovali jasnost misli in jasne miselne strukture. Na teh temeljih je nastala in se razvila sodobna univerzitetna kultura, tudi tukaj v Mariboru. Enaka misel me navdaja, ko gledam nazaj na 50-letno zgodovino teološkega študija v Mariboru, koliko jasnih misli in analiz, koliko idej in pogledov se je v tem teološkem laboratoriju rodilo in nastalo,
ki so na različne načine vplivali na družbeno, kulturno in versko življenje v našem prostoru in času. Druga misel pa je pogled naprej. Poznamo različne teologije iz preteklosti in od danes, feministična, črnska, scholastična, pa tudi teologija osvoboditve in teologija socializma in še kakšne druge. In se sprašujem, kakšno teologijo potrebujemo danes. Ne vem. Jasno pa mi je eno, da potrebujemo odlično teologijo in lahko bi tudi rekli teologijo odličnosti. Ko različne ustanove danes moramo v svoje programe zapisovati vizije, praviloma zapišemo tudi besedo odličnost. Odličnost imamo za svoj cilj. In mislim, da moramo k temu stremeti tudi na naši fakulteti, da moramo ustvarjati teologijo, kakršna je ta sama iz sebe, ki ne bo podrejena enim ali drugim interesom, ampak se bo čisto preprosto navdihovala iz ene stvari, iz ideje lepote Boga. To in nič drugega danes svet ne potrebuje. Potrebuje teologijo, ki bo prinašala v svet nezaupanja, zaupanje, ki bo prinašala evangeljskega duha bližine, sočutja, empatije in ljubezni. Želim vam, da bi tudi tukaj ustvarjali takšno teologijo. In še enkrat, enoti voščimo vse najboljše željo, da bi se uspešno srečevala in ustvarjalno srečevala z novimi izzivi. In imejmo pred očmi besede pisatelja Bernanosa, ki je dejal, ki je zapisal, ne čakajmo, da nam bo prihodnost kaj prinesla, ali pa kaj nam bo prihodnost prinesla, ampak prihodnost ustvarjajmo mi in jo ustvarjajmo tudi z lepo, odlično teologijo. Hvala lepa.
Na slovesnosti ob ponovni vzpostavitvi teološkega študija v Mariboru pred 50 leti je škof Držečnik nagovoril zbrane z besedami: Častiti gospodje, predstojniki in profesorji, naj postane ta ustanova drevesnica čednosti in znanosti. Za ljubo mater škofijo Lavantinsko, ki zasluži vso našo ljubezen in požrtvovalnost. K besedi vljudno vabim sedanjega zaščitnika teološkega študija in enote v Mariboru, nadškofa in metropolita monsignorja Alojzija Cvikla. Prisrčen pozdrav vsem vam. Tudi jaz sem hotel začeti pri mojem predhodniku, škofu dr. Maksimilijanu Držečniku. In sicer se zaustaviti ob njegovem pogumu, kajti čas je bil težek, ampak svojo pobudo, da se tukaj v Mariboru začne izvajati ta univerzitetni teološki študij, je gotovo bil pogumen trenutek, poln zaupanja in poln vere. In pokazalo se je, da je ta pobuda bila dragocena in koristna. V teh 50 letih se je torej pokazalo, da je bila odločitev prava, da je bila koristna, kajti daje nam priložnost dialoga tako z Univerzo v Mariboru, kot tudi mladim omogoča, da lahko širijo svoje obzorje tako duhovno, kulturno in da rastejo celostno. Kriza mariborske škofije je sicer stvari postavila v težji položaj. Škofija se sama težko prebija iz meseca v mesec, a to ne pomeni, da tega projekta ne podpira. Stojimo za vami. Včasih me kdo od študentov vpraša, kje je njihovo mesto v cerkvi. Vsak je dobrodošel, a nažalost zaradi te finančne situacije je zaposlovanje vedno težje. Ne smemo pa obupati, italijanski pregovor pravi, če Bog zapre vrata, odpre 2 okni. Zato ne stoj pred vrati, ne joši pred vrati, ampak glej, kje se ti odpirajo okna. Na sinodi o mladih je bilo rečeno, da je mesto mladih, ki so verni, ki so izobraženi, teološko izobraženi, v svetu, v katerega so poklicani, da v ta svet prinašajo evangeljske vrednote. In to na socialnem, kulturnem in političnem področju. Mi vsak dan tarnamo, kako se na tem svetu nič ne spremeni na bolje. Drage študentke in študenti, računam na vas, da boste z to vašo teološko izobrazbo z vrednotami, ki ste se jih tukaj pridobili na teološki fakulteti, vi tista sol, ki bo dala okus in v ta naš čas prinesla drugačne vrednote. Tiste, ob katerih bo človek lahko rastel, tiste vrednote, ki nas bodo povezovale, tiste vrednote, ki nam bodo pomagale, da bomo res rasli celostno. Problem kristjanov je, da se hitro poplitnimo, da hitro spodležemo miselnosti tega sveta. Zato je potrebno vedno znova poglabljati našo vero. Potrebujemo nekoga, ki nas spremlja. Potrebujemo nekoga, ki nam pomaga, da razločujemo, kje je naše mesto, tako v cerkvi kot v družbi. In ravno na sinodi smo se pogovarjali o tem, kako je potrebno pripravljati danes te spremljevalce, te duhovne spremljevalce, ki bodo mladim, pa tudi ostalim pomagali na poti rasti. In zato se mi zdi, da je tukaj ravno priložnost tudi za vas, drage študentke in študenti, da res tukaj vložite vse, da se pripravite za to, da boste lahko takšni spremljevalci. Tistim, ki se pripravljajo na življenje, mladim, tistim, ki se pripravljajo na zakon in tistim, ki že živijo v zakonom. Ob tej priložnosti se želim res zahvaliti vsem profesorjem, tistim, ki ste bili prvi, ki ste orali ledino, vam, ki ste danes tukaj, še posebej vam, ki ste danes nosilke in nosilci tega poslanstva. Moje iskrene čestitke vam,
Na vse vas kličem Božji blagoslov in Božje varstvo. Najprej prošnja nebeške Matere Marije in blaženega Antona Martina Slomška vas spremlja v vaših prizadevanjih. Hvala vam za vse, kar naredite. Potrebujemo to ustanovo, posebej še naša metropolija, ki računa na vas in se mi zdi, da bomo skupaj lahko res ustvarjali to, za kar smo poklicani. In v 50 letih se je pokazalo, kako ste bili potrebni, kako ste bili res opora in upam, da nas bo Bog spremljal tudi v prihodnje. Hvala. Spoštovani gospod Nadškof, iskrena hvala. Teološka fakulteta s svojo enoto v Mariboru je edina članica Univerze v Ljubljani, ki izvaja tudi meduniverzitetni študijski program skupaj s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru. Zato sedaj vljudno vabim k mikrofonu prorektorico Univerze v Mariboru, izredno profesorico, doktorico Lučko Lorber. Spoštovani dekan Teološke fakultete, profesor dr. Robert Petkovšek, spoštovani gospod prodekan Teološke fakultete in predstojnik enote v Mariboru, izredni profesor dr. Stanislav Slatinek, gospod mariborski nadškof, metropolit Monsignor Alojzij Cvikl, cenjeni zbor profesorjev, sodelavcev, študentov, spoštovani gostje. V imenu rektorja Univerze v Mariboru, profesor dr. Zdravka Kačiča, ki se danes v Bratislavi udeležuje letne konference in skupščine Podonavske rektorske konference, se zahvaljujem za prijazno povabilo in čas, da lahko ta svečani zbor pozdravim v imenu Univerze v Mariboru. Prav je, da se ob tej priložnosti spomnimo, da segajo začetki visokega šolstva v Mariboru v 19. stoletje, natančneje v leto 1859, ko je levantinski škof Anton Martin Slomšek prinesel sedež škofije iz Šentjandraža v Labotski dolini na Koroškem v Maribor in kmalu zatem tukaj razglasil tudi ustanovitev Slovenskega bogoslovnega učilišča. S tem je Maribor dobil svojo prvo visokošolsko ustanovo, ki je postala pomembno žarišče slovenske verske, narodnostne, kulturne in znanstvene misli na Slovenskem Štajerskem. Pomembni prelomnici sta tudi leto 1863, ko je bilo zasnovano dvoletno učiteljišče, in leto 1888, ko je le-to preraslo v 4-letno. Univerza v Mariboru je bila ustanovljena 1975, vključuje 17 fakultet, Univerzitetno knjižnico Maribor, študentske domove, vpisuje 13.000 študentov v 190 študijskih programov in se po kakovosti izvajanja svoje znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti uvršča med 3% najuspešnejših univerz na svetu. Iskreno vam čestitam za zlati jubilej 50 let, odkar se je začel izvajati univerzitetni teološki študij na enoti Teološke fakultete v Mariboru. V osebnem življenju posameznega človeka srečanje z Abrahamom običajno predstavlja nekakšen ustvarjalni vrh, polno zrelost pred zatonom v starost. To pa ne velja, vsaj ne nujno, za obletnico institucij, še posebej ne glede zatona v starost in še posebej ne za institucijo, kot je Teološka fakulteta, ki je usmerjena v prihodnost. Če nas spomin usmerimo 50 let nazaj, v leto 1968, ugotovimo, da je bilo to eno nasilnih let po drugi svetovni vojni. Leto dogodkov, ki so močno zaznamovali kasnejše obdobje in katerih ponovitve si ne želimo. Protivojni protesti v ZDA zaradi vojne v Vietnamu,
nasilna zatrta praška pomlad na Češko-Slovaškem, študentski nemiri in spopadi s policijo v Parizu, Beogradu, Zagrebu in drugod, eksplozija prve bombe rdečih brigad v veleblagovnici v Frankfurtu, začetek tako imenovanega severnoirskega konflikta ter umora Martina Luthera Kinga, Roberta Kennedyja in še bi lahko naštevali. Vendar, kot radi rečemo, vsako slabo je tudi za nekaj dobro. Tako z zgodovinskim odmikom od naštetih dogodkov lahko istočasno opazimo močna gibanja za dosego pozitivnih idealov, doseči večjo demokracijo, pravičnejšo družbo, strpnost, spoštovanje in mir. V istem letu je pod peresom pred nekaj dnevi umrlega velikana slovenske besede in misli akademika dr. Alojza Rebule izšel roman V Sibilinem vetru, ki predstavlja njegov največji dosežek in v katerem je zgodovinsko preteklo življenje rimskega imperija v 2. stoletju pred Kristusom uporabil za razmišljanje o duhovnih razsežnostih in stiskah sodobnega človeka. Današnji slavljenki enoti Teološke fakultete v Mariboru želimo, da bi posebej tu na severovzhodu Slovenije v okviru svojega poslanstva še naprej razvijala svoj govor o začetkih vsega in o končnem smislu, ter še naprej znatno prispevala k razvoju humanistične in družboslovne znanosti v korist človeka. Gospe prorektorici se zahvaljujem za pozdravne in spodbudne besede. Maribor je mesto z bogato tradicijo ekumenskih prizadevanj. Enota Teološke fakultete v Mariboru je odločilno prispevala k ponovni obuditvi tradicije ekumenskih simpozijev, ki so potekali od leta 1974. V sodelovanju še z 2 teološkima fakultetama, s Katoliško fakulteto v Zagrebu in Pravoslavno fakulteto v Beogradu. K mikrofonu vabim naša draga in cenjena gosta, najprej dekana Katoliške bogoslovne fakultete Univerze v Zagrebu, profesorja dr. Marija Cifraka in nato predstavnika Pravoslavne bogoslovne fakultete Univerze v Beogradu, docenta dr. Zdravka Jovanoviča. Preuzvišena gospodo, veleučena gospođo prorektorice, veleučeni gospodine dekane Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, veleučeni gospodine predstojniče područnog studija Teološkog fakulteta ovdje u Mariboru i bivša predstojnice područnog studija, profesorice Pevec Rozman, veleučena gospodo profesori, studentice i studenti i svi nazočni. Prema papi Ivanu Pavlu II. Po papežu Janezu Pavlu II. Je teologija posebna oblika razumevanja in razlage Gospodove besede in ima kot takšna velik pomen, tako za cerkev kot Božji narod, tako da bi lahko oba skupaj ustvarjalno in plodovito sodelovala v Kristusovem preroškem poslanstvu. Zlati jubilej Teološke fakultete Univerze v Ljubljani na regionalnem študiju v Mariboru je v skladu z duhom drugega Vatikanskega koncila. Prvič zato, ker je odpiranje cerkve za globje doživljanje Gospodove besede eno izmed osrednjih konzilskih prizadevanj. In drugič, ker se tako ponavzočena beseda naravno in v obilju preliva v ponovljeno liturgijo in katehezo ter jih v globini hrani in navdihuje.
Če dodamo omenjenim izrazito koncilskim tematikam še ekleziološko razmišljanje cerkve, kot je ekumenizem, dialog z drugimi verami in neverniki, sodobnim svetom in njegovo kulturo nasploh, smo verjetno omenili vse koncilske smernice. 50-letnica je jubilej, ko nas kliče Gospod Jezus v nazareški sinagogi. Resnično vam povem, noben prerok ne velja veliko v domačem kraju. Po Lukovem evangeliju. Izpolnitev Svetega pisma danes pričuje, da je prišla odrešitev. Vsak dan naše sedanjosti je zato pomemben v krščanskem preroškem poslanstvu. S tem smo pravzaprav poudarili potrebo po teološkem razmišljanju pri vsakem narodu, ker je preroški govor teologije tisti, ki kriči o nedotakljivih etičnih načelih ter odpira perspektive za bolj človeško in božansko prihodnost za vse človeštvo. Sedanjost in prihodnost sta takšni, kot je njuna teologija. To je zgodovinski trenutek znamenja časa cerkvi. Ukvarjanje z zgodovino odpira dialog, kjer sodelujejo ne le živeči, marveč tudi pokojni ljudje. Svojevrstna prospografija. Prihodnost pa je, kot tudi preteklost in sedanjost, v Božjem načrtu. Prerok Jeremija pravi: "Kajti dobro vem, kakšen je moj namen z vami, govori Jehova. Nameravam vam dati mir, ne pa nesrečo. Dati vam hočem prihodnost in upanje." S temi besedami preroka Jeremije vam v imenu Katoliške teološke fakultete Univerze v Zagrebu, tukaj prisotne prodekanke profesor dr. Ružice Razum, izrednega profesorja dr. Nenada Maloviča in predsednika Hrvaške sekcije Evropskega društva za katoliško teologijo, profesor dr. Tončija Matuliča, vseh naših profesorjev, sodelavcev in študentov, čestitam k zlati obletnici. Še na mnoga leta. Vaša visoko preosvetenstva, uzvišena gospodo mitropoliti, uzorita gospodo biskupi, poštovana gospodo kolege i koleginice, prorektori, dekani, prodekani, prečasni, velečasni oci, uvaženi dragi koleginice i kolege, dragi studenti, dragi prijatelji, dame i gospodo, Izjemno sem počaščen za ponujeno priložnost, da vas lahko nagovorim in prinesem najprisrčnejše pozdrave in čestitke našega dekana, škofa, profesorja dr. Ignatija Midiča, a hkrati tudi vsega profesorskega in znanstvenega zbora Pravoslavne teološke fakultete Univerze v Beogradu ob 50. obletnici enote Teološke fakultete v Mariboru. Enodušne čestitke, ki vam jih izrekajo kolegi iz Pravoslavne teološke fakultete v Beogradu, so namenjene predvsem uspehom, ki ste jih kot ustanova že dosegli v poučevanju Božje besede. Želijo vam pa tudi, da naj blagoslov, ki ga v obilju prejemate od Gospoda, tudi v prihodnje krasi vaša prizadevanja in ponavzočenje njegove ljubezni do ljudi in stvarstva v našem času. Upoštevaje dejstvo, da se sodobni svet nahaja v specifičnem, kompleksnem in s skušnjavami prežetem trenutku, je treba pričevanje o križanjem in ostalem Kristusu usmisliti na takšen način, da bo izpolnjeno z močjo in pristnostjo apostolskega pričevanja, ampak tudi z originalno in novo, sodobnemu človeku razumljivo, kakor pričevanja, ki so jih stoletja izkazovali veliki cerkveni očetje in učitelji.
Teologija je hkrati katehetska, kritiška in slavitvena. Ne more pa obstajati brez preroškega poslanstva, pa ne v smislu napovedovanja prihodnosti, marveč v skladu s svetopisemskim pomenom besede. Pričuje o zahtevnem duhu časa in kontekstu, v katerem učinkuje ter najde najboljši način za oznanjevanje evangelija, ki bo najbolj jasen sodobnemu svetu. Teologi lahko to dosežejo edino tako, da sebe ne dojemajo kot osebe, ki bivajo nad ali izven svojega okolja, temveč le z mirom in odločnostjo prinašajo svoje razsojanje sveta Cerkvi in njenemu odrešiteljskemu poslanstvu. Z drugimi besedami, razlaganje starodavnih spisov naj se vrši vzporedno z razlago znakov in simbolov kulture sodobnega sveta. Teologija in teološka prosveta se nikoli ne moreta v celoti poistovetiti z neko kulturo, hkrati pa ne moreta obstajati zunaj svojega kulturnega okolja. To dejstvo praviloma prinaša nove preizkušnje, hkrati pa tudi nove možnosti. To seveda drži tudi za pričujoče obdobje. Dragi prijatelji, iz vsega srca vam želim, da bi svojo teološko znanost, tako študentom kot tudi vsemu svetu, posredovali na tak način, da bi lahko tisti, ki vas tukaj poslušajo in jo sprejemajo, vzpostavili ljubezen in preobrazili sebe in svet, ter hkrati Kristusovo veselo znanilo naredijo relevantno za najnujnejše potrebe sodobnega človekovega obstoja. Srečna 50. obletnica Teološke fakultete z željo, da bi spomin na njeno ustanovitev proslavili v radosti in zdravju in še na mnoga leta. Lepa hvala in živeli. Hvala vam mnogo i živeli. Kebataola. Kebataola pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec je ansambl, ki je od ustanovitve leta 2004 in do sedaj se profiliral kot zanimiv poustvarjalec, predvsem sodobne, pa tudi srednjeveške glasbe. Ansambl Kebataola sestavljajo izkušeni ustvarjalci, ki sicer delujejo na različnih področjih operne, zborovske, etnične in džezovske glasbe in različnih gledaliških umetnosti. Repertoar ansambla oblikujejo 3 področja: srednjeveška in sodobna glasbena ustvarjalnost ter etnična vokalna glasba. Nocoj v sestavi Ane Sandrin, Jasmine Črnčič, Mojce Borko in Eve Germ bodo zapele skladbi iz projekta Intono, ki je osredotočen na sakralno glasbo srednjega veka. Prisluhnimo pesmi Gaudens in Domino, slavimo Gospoda na ta sveti dan. Let it